Spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni na 4. Muhorskem večeru ob knjigi Z lepilom na podplatih. Kot je znano, gre za publikacijo, ki je nastala pod okriljem Zbora za republiko v založništvu Celjske Muhorjeve družbe. Lep dober večer gospe Romani Tomc, doktorju Stanetu Grandi in doktorju Dimitriju Ruplu, ki bodo nocoj naši gostje. Sicer pa ima knjiga zelo široko avtorsko zasedbo in zasluži si, da jo predstavimo tudi nocoj. Poleg že omenjenih gostov so jo ustvarjali še dr. Ivan Štuhec, dr. Matija Ogrin, dr. Aleš Maver, dvojni dr. Klemen Jaklič, Tone Krkovič, dvojni dr. Igor Grdina, Mojca Škrinjar, dr. Matevž Tomšič, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, dr. Andrej Umek, Matej Kovač, Janez Podobnik, dr. Ivan Žagar, dr. Drago Čepar, Janez Remškar, France Cukjati, Jan Zobec, doktorica Helena Jaklič in Erika Jazbar. Predgovor knjigi je prispeval Janez Janša, uvodni del pa je napisal akademik dr. Janko Kos. Z zapisanimi vprašanji ali komentarji ste lepo povabljeni, da se pogovoru aktivno priključite tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke. S prvim vprašanjem, zdaj že tradicionalno začenjamo te muhorske večere ob 30-letnici naše države. Kakšen je vaš osebni spomin na razglasitev samostojne Slovenije? Vsaj za nekoga, vemo, kje natanko je takrat bil. Dr. Rupel, kot ste dejali, to ni bil samo eden od dogodkov, ki so pripeljali do samostojne države. Vsekakor je bil pa poseben trenutek, ne? Mene vprašate? Vas. No, zakaj poudarjam, bi rekel, večje število teh ustanovnih začetnih dogodkov, zato ker na Trgu Republike smo mi razglasili neodvisnost, to se pravi 26. predtem v parlamentu 25. na Trgu Republike 26. Ampak to ni bil pravi začetek slovenske države, ker so praktično vsi temu ugovarjali. Mi smo bili najprej dvakrat v Zagrebu, potem na Brionih, začela se je vojna. Skratka, stvari so bile zelo, da tako rečem, dramatične in odprte. Na nek način 7. julija gotovo na Brionih se je začela slovenska zunanja politika, na nek način so bili prvi nekoliko še improvizirani temelji slovenske države postavljeni. Da bi pa lahko govorili o tem, da je slovenska država začela funkcionirati kot, da tako rečem, enakopraven član mednarodne skupnosti, pa je seveda treba torej ta datum premakniti recimo vsaj na 16. december ali 15. januar morda naslednjega leta ali celo na datum 22. maja 1992, ko je Slovenija vstopila v Organizacijo združenih narodov. Kar se pa tiče navzočnosti na Trgu Republike, seveda je bil to nek poseben čar. Po tistem dogodku smo šli po Ljubljani in gostilničarji, kolikor smo jih srečali ali koga smo jih obiskali, tisto noč so nam vsi ponujali pijačo brezplačno. To je bil res vesel in euforičen trenutek te naše skupnosti. Kar se pa države tiče, se je pa takrat začela šele razvijati. Gospa Tomc, mogoče nadaljujete, kje je vas ta usodni trenutek našel? Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz moram reči, da sem že večkrat skušala pobrskati po spominu, kje čisto točno sem bila tisti dan ali tisti večer, ko so se recimo za nas, ki pa nismo bili ves čas tako zelo vpeti zraven, kje nas je ta dan dosegel. Jaz samo vem to, da sem bila doma, da smo bili v bistvu v tistem času v enih takih zelo, zelo lepih trenutkih življenja,
Glede osamosvojitve se je seveda govorilo, razpravljalo, akcije so tekle in to se jaz spomnim, pravzaprav ne čisto posameznih dogodkov, ampak vzdušja, ki je bilo zelo pozitivno. In tako navdihujoče. Mi seveda ki nismo bili v prvih vojnih linijah, da tako rečem, nismo poznali tudi tistih vseh nevarnosti, ki so se tukaj zadaj prav gotovo skrivale in tukaj imata doktor Rupel in doktor Granda jasno najboljši zgodovinski spomin. Mi pa, ki smo bili, bom rekla, tako s srcem in dušo zraven, pa smo to doživljali tako pozitivno, evforično. Moram reči, da je bil ta čas pozitiven za mene tudi zato, ker sem bila ravno v času ustvarjanja družine in to so bili, bom rekla, tako res lepi in prijetni časi. Doktor Granda, kako pa je bilo v prvih bojnih linijah takrat? Torej, jaz sem bil pač mobiliziran takoj prvi dan in se spomnim, ko je bil sestreljen helikopter, smo ravno čistili orožje in moram reči, da se spomnim, se je rekel, no, to pa ne bo šala, to pa živ hudič. No, moram reči, da potem bilo nas je še zelo strah, vendar takega neposrednega soočenja z ognjem, kot je bila sestrelitev s helikopterjem, ni bilo več. Torej, k sreči nismo imeli nobenega direktnega spopada, ker je naša enota bila zadolžena za varovanje Tržaške ceste, tle od Borovnice navzdol proti Ljubljani. Torej, enkrat je en tank prodrl tle nekje še nižje dol od Borovnice, ampak se je potem okvaril. To je bila pravzaprav edina konkretna nevarnost. Hvala Bogu, da se je vse tako končalo. Namreč potem, ko smo imeli neko streljanje za psihično sprostitev, se je pokazalo, da je bilo orožje zelo slabo, nenastreljeno in moja avtomatska puška je nesla tako približno 10 metrov stran od tarče. Si lahko mislite, kaj bi se zgodilo, če bi res prišlo do vojne. Namreč mi smo dobili orožje, jaz sem bil sicer prvotno pri minometalcih, mi smo bili že enkrat aprila premobilizirani, ampak tisto orožje nam je bilo vse odvzeto, tako da tisti, ki reče, da ni bilo, so lažnivci prve vrste. Imeli smo tudi protiletalsko topovo, 2 rakete, vse to je zginilo, tudi moji minometi. In potem sem dobil neko avtomatsko puško, mislim, da je bila bolgarska s plastičnim kopitom in se pravim, potem, ko smo streljali, je nesla tako par metrov stran od tarče. Si lahko mislite, kako bi se pač to izteklo, ampak izteklo se je tako, kot vedno izteče za ljudi, ki so to vodili in to so bili izjemno pogumni. Doktor Granda, če ostanemo še kar malo pri tem zgodovinskem spominu, namreč vaš prispevek je nekako povzel pot razvoja od ljudstva do izoblikovanega naroda v državniških okvirih. Zadnjič sem vas slišala reči, da tudi danes ni lahko biti Slovenec. Ampak če bi morali na kratko izpostaviti recimo 3 odločilne prelomnice, ko pa je postalo malo lažje biti Slovenec. Kateri so tisti temeljni kamni, na katere se je ob rojstvu oprla danes suverena država? Torej, prvi je seveda, če vzamem vso slovensko zgodovino, prvi je seveda dokončna zmaga slovenskega jezika, to se pravi z bližinske spomeniki. Drugo bi bilo, ko se oblikuje slovenski nacionalni program, ko se zahteva Združena Slovenija, in tretje bi bilo potem seveda osamosvojitev. Saj lahko je biti Slovenec, ampak veste, to je tako približno kot piti v zakonu. Lepo je biti poročen in lepo je imeti otroke, ampak v tem sončnih dnevih je tudi veliko dežja in včasih tudi toče. In tako je pravzaprav tudi človeško zgodovino. In tudi še posebej narodno. Samo slovenstvo, ta občutek suverenosti v državniških okvirih. Zdi se, da ga še nismo zares ponotranjili, pa ga že na nek način razkrajamo. Je to vpliv globalizacije, nekih splošnih trendov? Kje smo danes kot narod svojo identiteto? Kako trdni so naši temelji za naprej? Mogoče doktor Rupel? Torej, jaz sem prebral prispevek dr. Grande, no on, da tako rečem, obravnava tiste prve temelje, da tako rečem, prve pripravljalne dogodke, pojave v zvezi s slovensko samostojnostjo, državnostjo in tako naprej.
In tu seveda odkriva marsikaj tudi zame navsezadnje novega in je prav, da se to odkriva. Zdaj, jaz sem nekoliko drugače ali pa na svoj način ali pa, kaj ne rečem, morda bolj sintetično koncipiral naš razvoj od teh pripravljalnih korakov do izvršilnih korakov in utemeljitvenih korakov. Med pripravljalnimi koraki seveda mislim tu na Novo revijo leta 87, na pisateljsko ustavo leta 88, na začetek slovenskih strank leta 89, na plebiscit leta 90, skratka med letom 87, 90, volitve seveda tudi. To so zdaj tista prva dejanja. Potem se pa začne stvar komplicirati in postane zelo resna. Tu mislim seveda na vojno za Slovenijo, mislim tu na mednarodno priznanje in na ustavo. Mednarodno priznanje in ustava so si nekako blizu. Prvotno so naši prijatelji, kolegi, ki so se ukvarjali s temi ustavnimi vprašanji, da tako rečem, hoteli neopazno zapustiti Jugoslavijo. In sicer je bila to ideja Franceta Bučarja, da napišemo ustavo, razglasimo ustavo, ne da bi se prav kaj zelo veliko ukvarjali z drugimi v Jugoslaviji in na ta način začeli svojo državnost. No, to se ni moglo zgoditi zato, ker je bilo v tej ustavni komisiji preveč težav, preveč nasprotovanja. Tu so se že začele kazati razlike med levico in desnico, ali pa če hočete desno sredino, da je ustava prišla na dan šele konec leta 91. Zame seveda moja naloga, da tako rečem, pa tudi zame je bilo najbolj važno mednarodno priznanje. V začetku je bilo veliko, da tako rečem, nasprotovanja temu, kaj ne rečem, tej želji, temu konceptu, temu cilju. Počasi pa so se stvari vendarle začele izboljševati. Seveda so se te stvari izboljševale hkrati z razvojem mednarodnega položaja. Obstajajo zelo zanimivi zapisniki srečanj med ameriškim predsednikom Bushem starejšim in evropskimi državniki, ki govorijo o tem, da so najprej seveda vsi skupaj želeli ohranitev Sovjetske zveze, podpirati so želeli Gorbačova, potem so vsi želeli ohraniti Jugoslavijo, potem so prihajali z idejami, da bi napisali novo jugoslovansko ustavo, ki je bila bolj prijazna do sestavnih delov Jugoslavije. Navsezadnje pride do spoznanja, da brez priznanja samostojnosti vsaj Slovenije in Hrvaške ne bo šlo. Želeli pa so to priznanje odložiti za čim dalj časa. No in zadnja faza je bila, ko sta nastopila Genšer in Kohl s predlogom, tako rečem, takojšnjega priznanja. To je bilo že seveda pozna jesen leta 91. Takrat je Kohl rekel, naj pride skupaj tisto, kar mora priti skupaj, s tem je mislil Nemčijo, oziroma dve Nemčiji, in ne gre narazen tisto, kar mora biti narazen. No, kot rečeno, zgodba je komplicirana. Od zgodovinskih izkušenj, o katerih govori kolega Granda, Erlicha, Voduška, vseh mogočih, rekel, imenitnih, pa vendar tudi tragičnih osebnosti začetka slovenstva do mednarodnega priznanja. Skratka, je bila ena dolga pot, ki se je dobro končala, skratka, potem leta 92, čemur so potem sledili, da tako rečem, romantični trenutki, zanosni trenutki slovenstva, medeni tedni Slovenije. No, ti so se potem seveda malo končali, ampak o tem morda pozneje.
To dojemanje sedanjega trenutka, spomin na preteklost, vizija za prihodnost, to so vsekakor zelo osebni, subjektivni elementi. Vsi vemo, kako deluje naš spomin v ogledalu tako imenovanih dobrih starih časov. Ampak objektivno je Slovenija v 30 letih, pa tudi če začnemo že prej, kamor ste nakazala zgodovinske dogodke, prehodila izjemno pot. Ekonomski kazalniki, mednarodne primerjave, tudi perspektive za post-covidno obdobje so optimistične in zelo dobre. Torej, razlogov za dvignjeno glavo imamo veliko. Gospa Tomc? Prav gotovo. Večkrat je pač tako, da ta spomin, in to je tudi prav, se mi zdi, glede tistega, kar se je včasih slabega dogajalo, zbledi. Se mi zdi, da moramo se spominjati vendarle tistih dogodkov, ki so bolj pozitivni. Tudi za današnje čase mislim, da je to kar primerno, da ohranimo čim več optimizma. Imamo pa tudi vse razloge za to, da ohranimo optimizem. Poglejte, v tem, rekla res, letu preizkušenj, ki smo ga dali nekako skozi zdaj, so se vse države spopadale ne samo z zdravstveno krizo, ki je bila najpomembnejša, ampak jasno tudi z ekonomsko-socialno krizo, ampak posledice te ekonomske in socialne krize še prihajajo. Slovenija je tukaj, če bi sicer poslušali slovenske medije in našo opozicijo v parlamentu, seveda nam gre vse narobe, ampak v resnici je zgodba precej obrnjena. Če dovolite, mogoče iz teh dni in izkušenj, ki jih imam, ker sem tudi ta hip recimo v svoji bruseljski pisarni v parlamentu, vam lahko povem, da ko bom šla domov, jaz domov hodim peš, stanujem pač v nekem najemniškem stanovanju, je zunaj še vedno obvezno nositi maske. Ko sem prišla v Belgijo, moram imeti kljub temu, da sem že cepljena, še vedno potrdilo o negativni PCR test. Ko bom šla domov, ga bom morala imeti ponovno. In naslednji teden, ko gremo v Strasbourg že v ponedeljek, še enkrat. To se pravi v roku enega tedna pravzaprav 3 PCR cepljenja. Tukaj življenje še vedno poteka zelo okrnjeno. Recimo jaz imam 2 sodelavca tukaj, ki mi pomagata kot asistenta, od katerih eden ne sme biti v službi, ker se upošteva ta distanca. To dajem pač za primerjavo, da bi lahko poslušalci tudi vedeli, da je pri nas pravzaprav, jaz sem se zadnjič šalila, ko sem prišla iz Belgije v Slovenijo, da sem prišla iz diktature v svobodo. Belgija ima tudi slabše rezultate, ekonomske, pa tudi glede cepljenja. Tako da, poglejte, vlada, ki je zdaj eno leto, bom rekla, nekako prevzela krmilo, je to leto oddelala, bi lahko rekli, z odliko. Če smo malce samokritični, vedno je dobro biti. Seveda so se dogajale tudi napake, kako se ne bi, vsem so se, ampak teh iz generalne prave poti pa nismo zašli. Tako da jaz sem ponosna, ko razlagam tukaj kolegom, ker se med sabo tudi pogovarjamo, kaj se v Sloveniji dogaja. Povem tudi, kako nas pravzaprav kritizirajo in napadajo, ampak poglejte, rezultati govorijo sami po sebi. Ponosna sem tukaj, da sem iz Slovenije, še vedno se spomnijo danes, toliko bolj, ker je predsedovanje pred vrati, to je drugo naše predsedovanje, veliko se jih še spomni našega prvega predsedovanja, ki je bilo leta 2008, sicer v prvi polovici leta. Mi smo bili uspešni kot država pri prevzemanju evra, šengenski prostor. Vse povsod smo znali pokazati, da smo dobri in da imamo včasih samo malo premalo samozavesti, pa vse ostalo bolj cenimo kot sami sebe. Tako da moramo biti ponosni na to, kar smo. Torej, po eni strani imamo toliko razlogov za optimizem, pa nenazadnje tudi čisto preprosto človeško hvaležnost,
Pa vendar se pri nas zgodi, pogosto zdi, tako kot ste že omenili, da bodo zdaj padla vrata stečajev, da se bo, če že ne v svet, pa vsaj Slovenija sesula sama vase. Zakaj, ko pa to prvič ni res in drugič nikomur ne dene dobro? Gospod Granda, kako vidite vi ta paradoks? Ja, seveda, človek, ki je šel z velikim veseljem in ponosom v samostojnost, ima seveda številne vzroke za razočaranje, predvsem pa zgublja globalni pogled. In zadnjič, ko sem poslušal intervju z doktorjem Jambrekom na televiziji, moram reči, da mi je v mnogih stvareh odprl oči. Namreč bolj normalno je, da doživljamo to, kar doživljamo, kot pa če bi doživljali neke stalne medene tedne, ki bi bili zlagani. Treba se moramo sprijazniti z normalnostjo, res pa je to, kar je dejala gospa Tomčeva, da bodo šele mednarodne primerjave čez leta pokazale, kakšna je bila realna podoba Slovenije. Če bi sledili samo slovenskim medijem, je seveda stanje katastrofalno, ampak spomnite se, kako se je začelo osamosvojitev, kako je televizija oziroma radio vsako jutro nas pozdravil, dobro jutro, lakota, dobro jutro, pomanjkanje. Tako se je začelo, so se začele jutranje oddaje znane dopisnice, gospe Ladja Cej. Torej ni ne pomanjkanja, ni ne lakote, ni slabo, seveda je pa daleč od tistega, kar smo pričakovali, ampak rad bi na nekaj drugega opozoril. Mi doživljamo tak velikanski zgodovinski prelom, ki se ga sploh ne zavedamo. Namreč mi smo vedno rekli, kmet je steber slovenskega naroda, kmet je steber Slovencev. Do leta 1940 je bilo polovico Slovencev kmetov. Glejte, danes pa kmetje številčno praktično nič ne pomenijo, ker to, kar je na podeželju, niso kmetje, to so samo na podeželju živeči ljudje, to so spalna naselja, tam, kjer vam je zemljo, poslušajte, se do mleka ne morete priti, se kruha ne morete kupiti, to je treba vse v trgovine, da ne govorim še kaj drugega. Torej, kmet izginja kot stan in še tudi pravzaprav kmetijstvo danes daje nepomembne procente, mislim 2 do 3 narodnega dohodka. Mislim, da bi se morali te globalne spremembe bolj zavedati. In to je tak pretres, ki ga v zgodovini pravzaprav, kolikor jo jaz znam, še nismo imeli. In to ima seveda za sabo potegne številne posledice, ki jih mi pa sploh ne implementiramo v našo zavest, nasprotno doživljamo neko barbarsko stanje, ko hočejo Slovence razklanjati med urbane in pa ruralne, kar pa v praksi ne pomeni nič drugega. Simbol teh urbanih Slovencev so petkove demonstracije, ki so v bistvu antislovenske, antiosamosvojiteljske. Gre za vodjo jih ljudje, katerih predniki imajo roke do vratu v krvi, ampak tega naši mediji ne piše, niti se tega ne zavedamo. To, kar sem rekel, se neko s polno zavestjo, in da pride do teh podatkov o rokah do vratu v krvi, ni treba brati drugega, kot vzemite v roke Dakija ali pa kakšne partizanske spomine in se boste vseh teh stvarih lahko prepričali. Doktor Rupel, bi kaj dodali, kako se ne sklada ta realnost in dojemanje naše realnosti? Jaz vidim dva problema, oziroma problem z dvema imenoma. Slovenci smo pred volitvami leta 1989 proizvedli dva programa, dva nacionalna programa ali pa dva koncepta nadaljnjega razvoja Slovenije. Eden se je imenoval Majniška deklaracija, drugi pa Temeljna listina. Zakaj govorim o teh dveh dokumentih? Zato, ker Majniška deklaracija je bila utemeljena na konceptu narodne države. Torej, mi smo takrat želeli, da bi narod naredil en korak proti državnosti, da se narod v bistvu preobrazi v narodno državo. Medtem ko naši drugi
kolegi, tudi politični nasprotniki, pa so takrat oblikovali eno listino, temeljno listino, kot se ji reče, ki je počivala na konceptu državljanske države, kot so oni to imenovali. Jaz seveda sem že takrat se bal, da tista temeljna listina pomeni nadaljevanje Jugoslavije in kaj se vem, samoupravnega socializma in tako naprej. Logično, že Jugoslavija je bila državljanska država. Tisto, kar smo hoteli doseči konec 80-ih let, v začetku 90-ih let, je bila ravno narodna država. In ta pojem ali pa ta koncept narodne države je trn v peti mnogim, nekaterim brez posebnih argumentov, brez posebnega razloga, nekaterim iz razlogov, ki, kaj se vem, sorodniških, vseh mogočih tradicionalnih, ne vem, družinskih razlogov, nekateri pa preprosto stvari ne razumejo. Slovenci smo se pripravljali na to, da postanemo narodna država, v naši ustavi piše stoletja, ne? Morda ne stoletja, ampak gotovo pa 100 let. In smo to dosegli. To je, da tako rečem, najvišja stopnja v razvoju naroda. Vmes seveda smo imeli cele vrste teorij, ki so govorile o tem, da narod ni pomemben, da bo izumrl, da se bo zlil z drugimi narodi in tako naprej. Kardelj govori o direktnem občanu sveta, skratka, potiska ob stran vprašanje narodnosti. Narodnost je zelo pomembna stvar in seveda tudi Evropska unija, kot vidimo, je vendarle neka organizacija, skupnost narodov. To ni zdaj skupnost nekih administrativnih enot, kot so Združene države Amerike, ampak je dejansko unija ali pa državi podobna, na nek način državi podobna skupnost suverenih narodov. V Evropski uniji še vedno velja pravilo, da se o važnih stvarih odloča s soglasjem ali pa z zelo zahtevno večino. Tako da, seveda, tisti, ki danes fantazirajo o tem, da narod ni pomemben in tako naprej, seveda pozabljajo na to, da velika večina Evropejcev misli drugače. In da so tisti, ki to govorijo pri nas, da so neke sorte izjema. Jaz mislim, da je ta razlika, ki je nastala že leta 1989, ves čas delovala v ozadju teh naših sporov in se tudi danes kaže v teh različnih kolesarskih in drugih peticijskih, deklaracijskih in tako naprej pojavih. Se smem tle samo dotakniti. Profesor dr. Rupel je opozoril na en zelo pomemben aspekt, o katerem premalo govorimo. Glede narodne države bi pa rad le opozoril, da sem sam, ki se štejem za slovenskega nacionalista, to najprej dojemal kot demokratizacijo, kot konec totalitarizma, in to mi je bil ključen pravzaprav moment. In bi rad povedal samo eno zadevo. V tej vojaški, to je bil nek udarni odred, kako se je imenoval, nimam pojma, imeli smo odličnega oficirja, ampak poglejte, vodja naše enote s temi Panzerfausti, torej s temi, oprostite, ne spomnim se angleškega izraza, ki smo jih dobili dol iz Singapura, je bil nek musliman, ki se je javil, prvi dan je prišel, se je rekel, poslušaj, on je bil prej pri netrzajnih topovih, se je rekel, kva si pa ti prišel, vse to je slovenska vojska, je rekel, Stane, to je vojska za demokracijo. Oče, ki je prvoborc, to je bil cazinski Bosanc, musliman, je rekel, oče je zjutraj klical sine, glej, da boš na pravi strani. In ta človek je prišel, številni, ki so bili razni komisarji, ne vem, koga vraga vse, jih ni bilo, niso prišli na mobilizacijsko mesto. Moj najbližji soborc je bil nek Rom, Hrvat, vam povem, odličen človek
in je zaradi tega, ker je bil mobiliziran v Slovensko vojsko, je v IMP-ju celo izgubil službo, medtem ko je bil v vojni. Tako da jaz se spomnim nastajanja te listine, ki je omenil dr. Rupel. Jaz sem bil v službi na SAZU-ju in imeli smo določene informacije, čeprav SAZU kot celota je odigrala sramotno vlogo na čelu z Janezom Milčinskim, ampak tisti dokument, ki ga je omenil dr. Rupel, to je izrazito antidemokratičen, totalitarističen, gre samo za to, da bi se zadržala komunistična oblast oziroma oblast tiste elite, avantgarde, kot pravi dr. Spomenka Hribar, ki je hotela po vsej sili ohraniti oblast. To je nekaj take hinavščine, kot je tista listina, jih je v slovenski zgodovini nekaj, ampak ne veliko. Medtem ko ta Majniška deklaracija, ki je zelo preprosta, zelo enostavna, spomnim se Pavčka, kako je prebral, bil sem takrat zraven, a veste, to je bila pa v duhu najboljša slovenska tradicija. Takrat, ko je Pavček prebral, se mi je včasih zdelo, da slišim Kreka pred seboj. To je bilo za mene pravzaprav nekaj zelo ganljivega in vem, da ko je Pavček to prebral, stal sem tam pred univerzo, 15 metrov stran, sem dobesedno otrpnil od strahu, sem rekel, zdaj bo pa hudič. Namreč vsi smo se želeli, bali smo se pa to govoriti in tej skupini, kamor pripada tudi dr. Rupel, rad bi mu rekel iskreno, javno zahvalo za vse to, kar so naredili. Mislim, zlasti v okviru, ta skupina v okviru Nove revije, okoli številke 57, to je vse tako herojsko dejanje, to je nekaj tako odličnega, kar jaz vidim primerjave samo z letom 48, namreč tudi po intelektualnem potencialu te skupine. Mi smo imeli 1848 vrhunske ume takrat, veste, na čelu z dr. Miklošičem. Dr. Miklošič je bil, in je še danes, svetovni znanstveni format, nihče ga še ni prekosil. No in leta, če gledamo, jaz jo večkrat berem 57 številko Nove revije in samo strmim nad pogumom in tudi nad dobrim ugledom v preteklost. Moram reči, da znotraj so nekaj misli, ki jih večina zgodovinarjev takrat ni bila sposobna zapisati. In res je, pravim, da pravi čas smo imeli na pravem mestu prave ljudi. Ne bi pa, gospod profesor Rupel, ljudem, ki so bili takrat proti, dajal neko priznanje v obliki, da so bili oni za neko državnost. Nič niso bili, razen, oprostite, za zadnji del pod hrbtom. Dr. Rupel, bili ste izzvani? Torej, to, da so bili podpisniki temeljne listine za neko državo, to najbrž ni nobenega dvoma, najbrž za tisto, ki je že obstajala, ali pa za neko tisti podobno državo. Niso pa bili za to, da bi Slovenija postala torej neodvisna narodna država. Da je bil problem in da je tako, pričajo nekatere izjave, recimo, kaj sem, ko smo imeli neko javno predstavitev Majniške deklaracije, oziroma ko smo govorili o tistem zborovanju 8. maja 1989, gospod Granda je omenil Pavčka. Torej, ko smo imeli tisto predstavitev oziroma pogovor, razpravo, je Jožef Školč sam od sebe, ne da bi ga kdorkoli za jezik vlekel, govoril o državljanski državi oziroma o državljanskem lastništvu države in tako naprej in bil proti temu narodnemu konceptu. Kar se tiče Majniške deklaracije in tistega dogodka na Kongresnem trgu, pa rekel še to. Mi smo Toneta Pavčka prosili, da prebere Majniško deklaracijo. To Majniško deklaracijo so podpisali torej Društvo pisateljev, Slovenska demokratična zveza takrat, potem Slovenski krščanski demokrati, takrat se je še imenovalo, mislim, da Krščansko socialno gibanje, potem Kmečka zveza Omanova, socialdemokrati od Tomšiča in
mi smo usklajevali tisti tekst in smo se poden podpisali, nismo pa hoteli, da bi katerikoli od nas, predsednikov strank, to bral, ker bi to pomenilo, da daje poudarek eni stranki, drugim pa ne, da bi se izognili napačnim interpretacijam, smo prosili neutralnega Toneta Pavčka, da to prebere. Bilo je potem nekaj interpretacij, češ da smo se bali to prebrati, ne, jaz bi z veseljem to prebral takrat na Kongresnem trgu, ampak sem se discipliniral, ker je bilo potrebno, da tako rečem, ohraniti zaradi demosa, je bilo treba ohraniti neko bi rekel, podobo enotnosti, medsebojnega razumevanja, podpore in tako naprej. Skratka, danes na podlagi vsega tega imamo sicer mlado, ampak vseeno demokracijo, ki je utemeljena z ustavo, zakonodajo in vsem, kar temu pritiče. Praviloma nekaj mesecev po vzpostavitvi nobene nove vlade ne maramo več, to ni nič novega. Ampak zdaj se zdi, da so nekaterim ti utečeni demokratični postopki odveč. Ne gremo več na volišča, ampak samo še na ulico. Enkrat eni, drugič drugi, ker nikoli ne bomo imeli vlade, ki bi bila vsem všeč. Kje se to konča, kam to pelje? Gospa Tomc? Ja, jaz bi rekla, da grejo na ulico predvsem eni, ne. Drugi malo manj, drugi grejo bi rekla, kdaj pa kdaj v podporo ob kakšnih velikih državnih proslavah, praznikih, medtem ko si eni resnično predstavljajo demokracijo tako, da se ta izvaja na ulici. Posebej se mi zdi to problematično, kadar celo poslanci Državnega zbora, katerih poslanstvo je ravno to, da v nekem demokratičnem prostoru, kar parlament bi moral biti, izvajajo svoje poslanstvo, ker so bili pač izvoljeni od ljudi, sami odnesejo stole, gredo na cesto in nenazadnje tudi celo sami pozivajo ljudi k temu, da svojo, bom rekla, pravico iščejo na ulici. Glejte, pri nas se v zadnjih dneh resnično dogajajo absurdne stvari, ki jih jaz tukaj v Bruslju pravzaprav zelo težko pojasnim našim kolegom, kajti nikomur ni jasno, da lahko sindikati protestirajo proti višjim plačam zaposlenih, da se dogajajo takšni absurdi, kot se dogajajo tukaj z našim medijskim prostorom, kjer želijo sicer nekateri predstaviti situacijo drugače, ampak dejstvo pa je, da je 80% našega medijskega prostora usmerjenega, bom rekla, proti vladi in da temu primerno oziroma tako lastniško opredeljeni tako tudi poročajo. In to so, bi rekla, samo zunanji znaki, kaj se pri nas dogaja, ampak vzroki za to so pa mnogo globlji. Vzroke za to pa gre iskati od prvega dneva naše osamosvojitve naprej, ker dejansko smo naredili v ekonomskem smislu, v tudi socialnem smislu velik napredek, ampak v ozadju tega pa nismo počistili oziroma pripravili resnično zdrave temelje za naš razvoj. Zato sicer se veste, govorilo se je vedno o drugi Švici in tako naprej, ampak to je samo neka prispodoba. Ampak pravzaprav nismo nikoli od osamosvojitve dalje prosperirali tako, pa izkoristili vseh naših potencialov, kot bi lahko. Mi smo v tem 30-letnem obdobju res da naredili nek napredek, ampak če pogledate pa zadnje obdobje, recimo, kaj pa vem, polovico tega časa, kljub temu, da napredujemo, pa relativno zaostajamo za nekaterimi našimi sosedami, državami, iz katerih smo še nedolgo tega
govorili tako v nekem slabšalnem smislu, pa so nas danes prehiteli. Našo državo so v tem času pač zavzela neka omrežja iz velikega potenciala, pravzaprav iztisnila mnogo koristi tudi zase, medtem ko, rekla, ljudi pravzaprav pustili, da se nekako spopadajo z preživetjem iz dneva v dan. Nekateri pač zaslužijo tudi nekaj več, nihče pa recimo v Sloveniji ne dobiva plače primerljive, kot jo imajo v sosednji Avstriji, da ne rečem tukaj v Belgiji, ne medicinske sestre, ne razvijalci, recimo programerji in takšni poklici bolj znanstvene narave. In tukaj Slovenija seveda zgubila v primerjavi z drugimi zaradi napačnega vodenja, ki smo ga doživljali v teh 30 letih. Če pa pogledate, kdo v teh 30 letih je imel vlado, pa mislim, če sem prav preštela, da je bila desnosredinska vlada na položaju enih 7 let, takole bi lahko rekli. Vse ostalo pa so imele leve vlade v oblasti in so pač pripeljale Slovenijo tukaj, kamor smo. Tako kot sem na začetku začela, jaz sem še vedno optimist. Jaz mislim, da je Slovenija krasna, lepa, dobra in da imamo še vedno velik potencial. Glejte, v Sloveniji dobro živimo, če pogledamo okolje, ki je bolj prijazno za življenje kot marsikje drugje. Vendar naš standard pa žal v primerjavi z drugimi zaradi teh napačnih odločitev pada. Če bi lahko dodala samo še eno misel tukajle, ki jo pa zdaj v bistvu zelo doživljam ob tem, ko sem pač evropska poslanka in se srečujem z temi institucionalnimi okviri, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo, če tako na splošno rečem, Brusljem, kot ga naši ljudje pojmujejo. Veste, celo danes sem prebrala neko izjavo na družbenih medijih, ja se zdaj pa Bruselj vendarle vidi, kaj se dogaja v Sloveniji, pa bodo odreagirali, pa nam bodo pomagali, pa bodo, ne vem, ukrepali. Jaz mislim, da so ta pričakovanja žal prevelika. Namreč tudi Bruselj ni več, najbrž je nekoč bil, takrat, ko ga jaz še nisem poznala, ko še nisem bila tukaj, ampak tudi v zadnjih, recimo 7 letih so se zelo spremenila razmerja v Evropski uniji. In bojim se, da je tudi v Bruslju prevladal nekak levi mainstream, veste, in da zelo težko zdaj desno-sredinska politika prodira v evropskem prostoru in bojim se celo, ne samo da ne prodira, bojim se celo, da izgublja svoj prostor. Tako da imamo mi v Sloveniji 2 težavi. Ena težava je povezana s tem, da se moramo dokončno osvoboditi teh spon, ki nas dušijo nekako v našem razvoju. Druga težava je pa širše, evropske narave. Ravno zdaj se pač tudi v času našega predsedovanja lansira tako imenovana konferenca o prihodnosti Evrope, kjer naj bi razpravljali, pa ne samo razpravljali, ampak prišli tudi do odločitve, kako naj izgleda Evropska unija v nadaljevanju. Zakaj to počnemo? Počnemo zato, ker so očitno vsi spoznali, da smo se znašli v neki pad poziciji, ki ne vodi več nikamor. Mi padamo iz ene krize v drugo. Glejte, bila je ekonomska kriza, bila je migrantska kriza, bila je COVID kriza, kar naprej so same neke krize. Mi se iz teh kriz... Prosim? Ne pozabite Brexit.
Seveda, tudi ta prvič v zgodovini Evropske unije se je zgodilo, da je ena država zapustila to družino, za katero smo mislili, da je idealna, da si vsi samo želijo v njo in da niti pod razno nihče nikoli jo ne bo zapustil, saj nam je vendar tukaj noter tako fajn in tako smo dobri in sploh uspešni. Očitno temu ni tako. To se pravi, na dveh nivojih bomo v nadaljevanju reševali naše težave ali pa izzive, če jim lahko tako rečemo. Mislim, glede tega vseeno, tudi če zdaj opisujem situacijo kot ne najbolj idealno, kar gotovo je, pa še vseeno ne smemo biti pesimisti, dajmo ostati vseeno optimisti, ker to je življenje. Življenje je pač vedno se pojavljajo neki izzivi, vedno znova, življenje ni statično. In mi smo tukaj zato, da to življenje na nek način najbolj polno živimo. Seveda pa so naši pogledi na to, kakšna bo Slovenija ali pa kakšna bo Evropa, različni. In tukaj v Evropi, gledajte, smo čedalje bolj razdeljeni, recimo v parlamentu, glede našega pogleda na prihodnost. Ampak demokracija je pa ravno to, da se poslušamo drug drugega, da poskušamo najti skupno pot, da vemo, da moramo na tem našem prostoru sobivati. Ampak se mi zdi, da tisti, ki pa najbolj govorijo o tem, da se moramo poslušati, da moramo biti demokratični, da moramo spoštovati pravice drugih, tisti so prijazni in tako misleči samo do tam, dokler misliš tako, kot mislijo oni. Potem se pa ta njihova demokracija konča. In mislim, da je to tudi slika tega, kar se nam te dni v Sloveniji dogaja. Pravijo za socialiste, to sem tudi prebrala te dni, it is my way or no way. Tako da to je njihov pogled. Gospa Saška. Prosim. Lahko? Izvolite. No, najprej en tak minimalen popravek, kar se tiče trajanja tako enih desnosredinskih ali pa levih vlad. Jaz sem računal te stvari in sem seštel prav najvišje funkcije v državi, vključno s predsednikom republike in tako naprej. Dejansko tako ena desna sredina ali pa konservativno-liberalna politika je bila v Sloveniji, da tako rečem, na oblasti četrtino časa po osamosvojitvi. Skratka, 7 ali pa morda celo 6 let. Ampak, ne glede na to, iz tega, kar se zdaj dogaja, jaz sklepam, da tisti, ki so vladali najdalj časa, da doživljajo neke sorte abstinenčno krizo, da ne morejo prenesti tega, da niso trajno na oblasti, brez kakršnega koli premora. Ampak, ne glede na to, jaz mislim, da je ta kriza oziroma to nezadovoljstvo na strani tako ene levice povezano tudi s tem, da je prav Slovenija zelo uspešna država. Slovenija je zelo uspešna država. Danes celo na prvi strani dela vidimo, da je gospodarsko med najbolj uspešnimi državami v Evropi. Če pogledate življenje v Sloveniji, če smo zelo iskreni in zelo, kaj ne rečem, pravični, bomo ugotovili, da je življenje v Sloveniji zelo dobro, da ljudje dobro živijo. Še nikoli v zgodovini niso Slovenci tako dobro živeli in eden od razlogov, zakaj tako dobro živimo, je tudi to, da imamo svojo državo. Tisto, kar nas na nek način ovira, kolegica gospa Tomčeva je govorila o zaostajanju. Ja, sicer ne zaostajamo za Italijo, Avstrijo, Hrvaško sploh ne. Ste omenili sosednje države.
te države, Avstrija in Italija, ti dve državi sta bili od nekdaj seveda precej bolj razviti od Slovenije. Zdaj seveda, če govorim o Avstriji, govorim o Avstriji po prvi svetovni vojni. Ampak mi zaostajamo morda za nekaterimi srednjeevropskimi državami, kot je Češka, Madžarska. In to zaradi tega, ker da bi bila neka država res popolnoma uspešna, še uspešnejša kot je, bi bilo potrebno v družbi doseči neko ravnotežje. To je pa tisti problem, ki se mi zdi, da je najbolj resen v Sloveniji. Gospa Tomčeva je govorila o tem, da so stvari težavne, da marsičesa ne razume, kar je seveda popolnoma logično. Te stvari so takšne, kakršne so, zaradi tega, ker smo precej glede naših pogledov na državo in na življenje, smo odvisni od tako imenega agitpropa levice. Mi imamo opraviti z neko propagando, z neko agitacijo vsak dan. Ta tako imenovana levica ima dejansko praktično vse medije v rokah. Zadnjič, ko je bila v Ljubljani ta tako imenovana ponovna vstaja, o kateri govorijo, da je bilo 40.000 ljudi, kar seveda ne more biti res, ker na Prešernov trg toliko ljudi ne gre. Takrat smo imeli v Slovenski matici posvet, člani Katedrale Svobode, Zbora za republiko, povabili smo tudi Act Tank in smo govorili prav o teh demonstracijah in o težavah, ki jih imamo, bi rekel, zaradi tega neravnovesja. Mi smo televizijo in vse medije obvestili o tem sestanku, nobenega, razen seveda Nove 24 pa Siol Neta ni bilo. Televizija, nacionalka je celo obljubila, da bo prišla, pa je ni bilo. Potem je na programskem svetu Janko Kos postavil vprašanje, zakaj nacionalka na vsaj nekoga bi poslali, da bi mogoče eno majhno par slik naredil. Ko je on to vprašal, je predsedujoči rekel, da pa on pa ne dovoli razprave o tem, češ da on o tem nič ne ve in tako naprej. Skratka, stvari so sporne predvsem z tega, bi rekel, propagandnega medijskega vidika. To, da spomnite se, januarja je išla nek manifest, nek tekst, ki se imenuje Socializem 21. stoletja. Tam piše, dajmo nehati govoriti o pravici posameznika do izražanja, torej ne gre za pravico do svobode izražanja, ampak gre za svobodo medijev. Torej, svobodo medijev naj bi postavili na mesto svobode posameznika, da se izraža. To so seveda zelo resne zadeve. Jaz mislim, da tisti manifest je nesmiseln, ampak marsikaj od tega nesmiselnega teksta se praktično dogaja med nami. In ta dogodek prejšnji petek je bil po mojem dokaz za to. Sicer pa mislim, da Slovenci dobro živijo kot še nikoli. Doktor Granda, gotovo boste kaj dodali na to temo? Ja. Hvala. Torej, obema hvala, podpišem vse, kar ste rekla, in zlasti prvič moramo upoštevati, da je levica dokončno izgubila pozicije in zato uporablja vsa sredstva, da jih ne bi. Poglejte, samo en primer, učitelji v slovenski zgodovini nikoli niso imeli takih plač, kot jih imajo danes, pa so pravzaprav hrbtenica tega reži, teh nemer in vsega tega. Torej, če dovolite, jaz bi sam tole še povedal. Po mojem mnenju je ključen problem, da v Sloveniji manjkajo socialni programi
ki bi, ali pa socialni cilji, ki bi zajeli veliko slovenskega prebivalstva in ga spet vrnili v politiko, da bi to državo sprejel kot svojo. Jaz imam občutek, da se pri nas enostavno bojimo lastne države in da vrsto stvari, ki bi jih država morala upraviti, ne upravljamo. Torej, jaz zdaj, ko gledam nazaj za 30 let, vidim, da se je prevelik poudarek dajal ekonomiji, da je bil prevelik boj okoli lastništva in vsega tega, kajti kapital ni neumen in kapital gre vedno za realno oblastjo, ker jo rabi, ker drugače ne more funkcionirati. Če zdaj pogledam za nazaj, vidim ključni problem, da je bilo popolnoma zanemarjeno šolsko vprašanje. Poslušajte, šolski programi, tle ni nobene državljanske vzgoje, po šolah hodijo v pionirskih kapah, zdajle maja so veselo praznovali Titov rojstni dan in tako naprej. Torej, opustite pa to v centru Ljubljane, človek sam strmi, kaj se dogaja. In to nikamor ne pelje. Torej, šolstvo je totalno zanemarjeno, še vedno pravzaprav po Zavodu za šolstvo vlada Gabrov duh, oprostite, dajmo enkrat začeti resno govoriti. Potem pogledajte, kaj se dogaja s sodstvom. Vsi mediji zdajle poudarjajo, kako je tožilstvo neodvisno sodstvo. Kakšno tožilstvo že spada po sodstvo, vendar ne spada v tisti del sodstva, ki je neodvisni. Tožilstvo je bilo vedno od svojega prvega dne organ države, nič drugega. Ampak tle se kar ponavlja, nažalost, ne samo pri nas, tudi po Evropi. In tretjič, pogledajte, mi moramo imeti določene nacionalne simbole. Glejte, NUK se ne gradi, državnega arhiva ni, nacionalnega muzeja ni. Ja, križ božji, mislim, da smo edina država, kjer nimamo enega tazga pravnega nacionalnega muzeja, pa sem jaz že 30 let predsednik strokovnega sveta, pa nikamor ne pridemo. Mislim, da je to, da bi mi morali pač postaviti spet ene cilje izgradne države in reči, prostite, naprimer, bi morali reči, zelo to bom tako populistično rekel, ampak vendar za ljudi morajo biti stvari jasno in glasno povedane, dohiteti in prehiteti Avstrijo. Veste, jaz se spomnim, ko sem začel v Avstrijo hoditi leta 70, zelo veliko od takrat naprej, jaz Dunaj, seveda Dunaj je kapa dol pred Dunajem, ampak ko greste vi pa na podeželje avstrijsko, pa naj bo to nižja Avstrija, Gornja Avstrija, Tirolska, ali pa če hočete Štajerska pa Koroška. Kaj sem opazil? Najbolj se je pravzaprav spremenil teh standard podeželja v Avstriji. Če se spominjam, kako sem leta 70 doživljal Gradec, pa kako ga danes doživljam, se to ne morem verjeti. Hočem povedati, imamo potencial, samo treba je angažirati ljudi, treba mi je povedati, kaj so slovenski državni cilji in potem me tudi ne bo strah za volitev, ne 10, pa tudi ne 15 let. Poslušajte, kako se mora v neki Sloveniji zgoditi, da neka stranka, zdaj bom pa, oprostite, nesramen, ki se razglaša za krščansko, je pravzaprav med najbolj šibkimi. Ja, saj to je norost, nekaj je narobe, ampak se nihče ne zaveda in njen glavni problem je socialna kapica, ki je izmišljen problem. Temeljnega problema pa v tem, kako pravzaprav dvigati standard ljudi, se pa nihče več s tem ne ukvarja. Hočem vam povedati, treba je samo malo zamenjati hierarhijo problemov, začeti temeljito delo na šolskem vprašanju, zlasti tle mislim na družboslovno vzgojo, na nacionalno vzgojo. Poglejte, kakšno je znanje slovenščine, slovenske geografije, slovenske literature, Bog pomagaj. Profesor dr. Rupel je sam pisatelj, pa lahko pove, kakšne mediokritete se zdaj urinajo med kulturnike in tako naprej. Tle je treba, oprostite, malo odločne, predvsem pa jasne misli in jasne roke. In mislim, da se bodo stvari zelo hitro spremenile, kajti to, da se ljudje tako malo udeležuje volitev, je predvsem to, da so plehki programi. Programi rabijo vsebino, ne pa toliko ljudi. Lahko tukaj nekaj dodam zraven. Jaz mislim, dr. Granda, da niso samo plehki programi problem. Jaz mislim, da imajo nekatere stranke, prav gotovo za svojo stranko, Slovensko demokratsko stranko, vem, da imamo dober program. Je pa problem, ker ta program pravzaprav nikogar ne zanima, kajti tudi mediji delujejo tako, da ne
recimo delajo soočen na temelju programov, ampak si izberejo neko obskurno temo in potem pač sprašujejo na vsakem soočenju, s kom vi ne boste sodelovali, in še bolj razdeljujejo ljudi in dobesedno odvračajo ljudi od volitev, namesto da bi šlo res za soočenje programov. Jaz mislim, da je ena velik problem te družbe, pa tudi Slovenije. Absolutno se strinjam z tem, da je šolstvo, da so težave enormne, da je tu potrebna neka drugačna vzgoja, drugačen pristop. Ampak govorimo vedno samo o pravicah. Te pravice so se v naši družbi razpasle tako, da kamorkoli greš, tudi bi rekla, dijaku nižji ali pa učencu v nižjih razredih osnovne šole ti bo znal povedati, kakšne so njegove pravice. Samo vsi pa radi pozabljajo tudi na njihove obveznosti in mislim, da bi morali to z roko v roki. Jaz zelo veliko delujem na področju sociale, sem zdaj še posebej vpeta v to področje in lahko rečem, da imamo v Sloveniji izjemno bogato socialno državo. Izjemno bogato socialno državo, imamo pa res tudi težavo, da je malo nepravično porazdeljena, pa da sem ter tja prihaja tudi do kakšnih zlorab in da ne pride ta sociala do tistih, kamor bi res morala priti, ampak se morda kje izgubi. Poglejte, jaz bi želela, da bi vsakdo, ki od države nekaj dobi, pa naj bo to v denarju direktno ali pa v opustitvi plačila neke storitve, recimo, da nekomu ni treba toliko vrtca plačati, da bi se tega zavedal in da bi vedel, kaj mu pravzaprav država nudi, da tudi to, da nekomu nudi takšno pomoč, recimo, kot so ali od državnih štipendij, varstvenih dodatkov, karkoli želite, da je to treba po neki strani tudi ceniti. In tega mi v družbi nimamo. Ta družba je družba v bistvu preobilja, kjer je pomembno samo egoistično ravnanje, kjer se vsakdo zaveda, kaj mu pripada, nihče pa ni pripravljen pač nečemu se tudi odreči na račun drugega. Zdaj sem tako zelo posploševala, seveda so posamezniki, ki so drugačni, ampak v mislih sem imela ves čas, poglejte tudi te kolesarske podvige, ki so se zdaj dogajali v Ljubljani, za začetek, to ni niti 1% slovenskega prebivalstva in nikakor tole ne moramo govoriti o nekih vseslovenskih akcijah. To je akcija posameznikov, ki rušijo vlado, ampak gledajte, ta egoizem, ne glede na nevarnost, ne glede na COVID omejitve, ne glede na vse, to je naše, nihče nam ne bo preprečil te naše ustavne pravice, da se združujemo. Ampak kaj pa moja ustavna pravica, da imam recimo tudi jaz možnost, pa ne jaz, ampak tudi taki, ki tako mislijo kot jaz, možnost do tega, da nas nekdo ne okuži. Kje pa so tukaj moje pravice, Tako da mislim, da bi morali tele stvari v naši družbi malo uravnotežiti, ker z razvojem tehnologije, z vsem skupaj, so nam odplavale tudi te stvari. Mogoče sem bolj alergična na to, ker vidim tudi, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu. Vam lahko povem, da je tudi tu, da so razmere zelo, zelo zaskrbljujoče in se bojim za našo Evropo, kam bo odplavala, če bo šla tako naprej, kot je zdaj zastavila pot. Če dovolite, ker bom imel gospod profesor Rupel kot en izmed redkih še delujočih osamosvojiteljev, gotovo zdaj zadnjo besedo bi gospe Tomčevi rad samo eno stvar dodal. Gospa Tomc, prva slovenska tiskana beseda je stara pravda. Amen. Slovenci je pretirano socialno občutljiv in z nekimi socialnimi programi boste Slovence vedno pridobili, ne bo hvaležnosti. Ta glavno, moj občutek je pa naslednji. Poslušajte, ko je bila ta skupina okrog Nove revije, se ni ukvarjala z nasprotniki, ampak je korakala naprej, utirala pot. Vsi se je gledali v hrbet. Kaj se pa danes dogaja? Vsi se ukvarjamo s kolesarji, pa z gospodom v Murglah, namesto da bi se spet organizirala skupina, grupacija, ki je bila ta grupacija okrog 57 številke. Poglejte,
kaj pa lahko, to je bil ta intelektualni vrh, ki je vodil stvari naprej, in to nam danes ključno manjka. Nove revije ni več, življenje je svoje naredilo, nekega intelektualnega vrha pa ni. In Bog pomaga, veste, to treba je, moramo doživeti to, da konja mi poganjamo, pa ne da nas konj vodi. V Sloveniji se pa dogaja to, da danes konj komandira voz, in to je tisto narobe. Vse gre stvari na boljš, jaz pač, veste, da nekih stvari nisem omenil, ker se pač z vami strinjam, ampak hočem povedati to, kar pravi gospod Janša, žabe je treba kuhati in skuhati in voda mora zavreti. Tako kot je skupina okoli 57 številka Nove revije skuhala, če hočete, star sistem totalitarizma, da se je zrušil. Gospod Rupel, oprostite, ampak jaz upam, da boste vi na koncu svoje povedali. Jaz nič ne vem o koncu pa o teh zaključkih. Jaz bi rad samo komentiral z dvema besedama to, kar je gospa Tomčeva govorila. Namreč imamo probleme in te probleme je treba reševati. Velik problem teh problemov, velik delež problemov je povezan z mediji, z propagando, s tem, kar se bi rekel, govori, piše, torej oddaja na televiziji in tako naprej, pri čemer mislim glavne medije, te medije glavnega toka. Zoper to se zelo pogosto torej ne postavljamo. Premalo smo, da tako rečem, premalo odgovarjamo, premalo nasprotujemo, premalo razlagamo svoje poglede. Jaz sem ravno danes bral en članek, en grozen članek, ki je šel v Nemčiji, sicer že pred časom, zamudo sem ga bral, o tem, kaj se dogaja pri nas, in tista avtorica, ki piše o Sloveniji, pravi, da Slovenija predstavlja novo os zla. Ne vem, če se spomnite, to je ena fraza, ki jo je nekoč uporabljal Reagan, se mi zdi, ali pa Bush, za torej komunistične države in tako naprej. Da je zdaj Slovenija os zla skupaj z Madžarsko, Poljsko in tako naprej. Glejte, gospa Tomčeva, vi ste v Bruslju. Dajte, prosim, navdušiti svoje kolege. Dajte sami biti tudi nekoliko, bi rekel, bolj občutljivi za to. Vi lažje prepričate ljudi, redakcije, urednike, novinarje, ki so tam zbrani, o teh stvari. Jaz sem dvakrat pisal, enkrat na Deutsche Welle, enkrat Observerju v Veliko Britanijo, enkrat New York Timesu, brez posebnega uspeha, moram reči. Premalo mi svoja stališča branimo in pojasnjujemo to, kar se v resnici dogaja. In dopuščamo levičarjem, našim, bom rekel, konkurentom, da oni osvajajo te kanale komunikacije. Kaj se dogaja? Nekomu nekaj ni všeč v Sloveniji, napiše svojemu prijatelju tam v Nemčiji ali pa ne vem, v Veliki Britaniji ali pa celo v Ameriki, in že imajo nek tekst, ki ga potem uvozijo nazaj v Slovenijo in na podlagi tistega trdijo, poglejte, kako nas tujina ocenjuje, slabi smo, v resnici smo slabi, tujina nam pripoveduje, nam kaže resnično zrcalno podobo, kakšni smo. Treba je dejansko malo več delati, malo pogosteje, kaj ne rečem, če hočete tudi polemizirati, odgovarjati, pojasnjevati v medijskih prostorih, na televizijah in seveda predvsem v tujini. Ne smemo pustiti tega prostora praznega in ga prepuščati samo, kaj se vem, nekaterim, ki imajo, ne rečem, neke ambicije. Jaz osebno nimam kakšnih posebnih ambicij, nisem nikomu nič dolžan, nihče meni nič dolžan, tako da jaz sem tle, bi rekel, precej nevtralen, ampak vidim, da je seveda poplava
te propagande, protislovenske propagande velika in da smo nekam nemočni v odgovarjanju na to propagando. Ne. Gospa Tomčeva, vi lahko pomagate. Ja, bom rekla, hvala lepa za spodbudo. Ampak, doktor Rupel, moram reči, da ste velik idealist še vedno ostal. Verjemite mi, da tukaj na evropskem nivoju delamo kar precej. Delamo, pišemo, opozarjamo, tudi sama sem pisala o Deutsche Welle, do ne vem kam še vse, se celo kregala z njimi in seveda tako kot vi z zelo pičlim uspehom. Prej sem že želela opozoriti, pa ves čas poskušam malce namigati na to, da v Evropskem parlamentu je tudi zelo pomembno, kako voli oziroma kako glasuje, večina poslancev, ki jih je tukaj noter. In žal desna sredina v Evropskem parlamentu nima več takšne besede, kot jo je mogoče imela takrat, ko so to Evropsko unijo ustanavljali tako imenovani founding fathers. Ta Evropa je danes drugačna. In v okviru naše politične skupine, ki naj bi bila desno-sredinska in je največja politična skupina v parlamentu, Evropska ljudska stranka, žal ni takšnega razumevanja za naše težave, kot bi človek pričakoval, da bi bile. Morate prepričati. Ja, to se trudimo iz dneva v dan početi. In vam moram reči, da sem pa tja, seveda posebej, kadar to počneš v pogovoru na 4 oči s kakšnim kolegom, lahko obrazložiš situacijo v Sloveniji in so vsi začudeni, ne? Ampak nekaj je pa tudi res, veste, nas recimo čisto konkretno kolegi iz Danske, Nizozemske, Luksemburga in teh držav, oni nas pravzaprav sploh ne razumejo. Oni nimajo takšne zgodovine, kot jo imamo mi. Oni ne morejo verjeti, da se nam to dogaja. Mene so kolegi spraševali, koliko novinarjev je pri nas zaprtih. Ker so seveda brali od raznih medijev, kakšen pritisk vrši naša vlada na medije. In ko jim razložiš potem situacijo, ampak to je težko. Veste, morate razumeti tudi to, če nekdo recimo vpraša mene, kaj pa ti veš, kaj se danes v recimo Litvi dogaja. Pa tudi rekla sem samokritična, pa bom rekla, bore malo vem, se moram pozanimati, moram prebrati. In drugi kolegi, Francozi, Nemci, recimo, a veste, oni skrbijo bolj, bom rekla, zase in za svoje interese in jih kaj malo briga, kaj se okoli njih dogaja. Takšna je pač realna situacija, jaz vam pošteno povem. Da Evropska unija ni neki idealen prostor pravičnosti, ki bo odreagiral takrat, kadar se komu dogaja krivica. Kar recimo pri nas se dogajajo nezaslišane stvari. Da smo malce tudi mi sami krivi. Glejte, Slovenija ima svojo diplomacijo. Jaz moram reči, da lahko na prste preštejem naše diplomate, ki se uprejo recimo kakšnim takšnim govoricam ali pa pisanju, ki je za našo državo, da tako rečem, sramotno ali pa škodljivo. Zelo komot je biti diplomat, hoditi od večerje do večerje, od koktela do koktela. Mi smo nazadovali, kar se tiče prizadevnost in prizadetost naših ljudi v inozemstvu. Jaz ne mislim, da lahko poslanci naredijo čudeže, ampak recimo, jaz se spomnim, ko sem bil veleposlanik v Washingtonu, jaz sem kar naprej pisal neka pojasnjevalna pisma redakcijam, bodisi Washington Posta, bodisi Washington Timesa, ki je desnosredinski časopis. In tu pa tam so kaj objavili. Važno je nastopati, važno je biti navzoč, važno je stvari postavljati na svoje mesto, čim večkrat, ker naš svet je svet medijev, svet nastopanja, svet videza, če hočete.
bolj kot svet substance. Takole, nekaj kar dobro biro izhodišč smo natrosili za kdaj v prihodnje. Dragi gostje, zelo prijetno je bilo v vaši družbi. Morda za konec še kakšno optimistično, zaključno misel ob robu letošnjega dneva državnosti. Pa gospod Granda, morda zdaj vi začnete. Torej, hvala za vse, za povabilo in za sodelovanje. Še enkrat bi rad spomnil to, kar je rekel gospod Rupel. Poglejte, kateri in kakšni ljudje so v teh demonstracijah. Torej, če bi vi vedeli, jaz to spoznavam preko mojih študentov iz Črne gore, Makedonije, Srbije, Bosne, v kakšni revščini tam dol živijo, poslušajte, pa se to vas zvije in ni čudno, da so ti ljudje, ki so danes množično udeležujejo demonstracij, si jih v glavnem vodijo Beograjčani ali pa se tako ali drugače povezani z Beogradom. Poslušajte, to je tudi en del zavisti. Zakaj oni dol tako slabo živijo, zakaj pa mi tle gor toliko boljš? To je en problem. Še enkrat pa bi rekel za konc, treba je spet ustvariti eno tak intelektualni vrh, ki ga bodo gledali v hrbet, in življenjsko vodilo je, naj se drugi ukvarjajo z nami. Mi vemo, kdo smo, ne pa da nas prisilijo, da se mi sami ukvarjamo s seboj. Ker vi veste, gospod dr. Rupel, še bolj kot jaz, da med temi novinarji, ki tako vestno pisarijo v tujino, so nekateri dobesedni duševni bolniki. Ampak tako je pač bilo in tako je in bo, ampak vendar treba je to ustvariti neko jedro, ki bo začelo spet stvari poganjati brezobzirno naprej. Torej, še enkrat, treba je voditi voz in konja, ne pa da vas konj vodi. Dr. Rupel, vaša zaključna misel? Jaz bom ponovil to, da je Slovenija zgodba o uspehu. Po 30 letih moramo vendarle ugotoviti to, da je naš projekt uspel. S tem smo povzročili, kot je profesor Granda ravnokar rekel, ljubosumje. S tem smo povzročili neko nezadovoljstvo na tisti strani, ki je bila od samega začetka proti samostojni in demokratični Sloveniji. Ne glede na to, uspehi so tukaj. Slovenija je članica Evropske unije, NATO, OECD-ja, nastopa vse povsod, ima vse možnosti za svojo promocijo. Da ne govorimo o naših športnikih in drugih in ljudeh, ki so zelo sposobni in ki utirajo pot dobremu slovenskemu imenu. Jaz moram reči, da sem zelo alergičen na določeno stopnjo pasivnosti, ki jo opažam tudi pri svojih kolegih navsezadnje. Vendar ne glede na to, smatram, da nam gre dobro in da prav, a veste, dosežki so tukaj. Tisti, ki zanikajo dosežke, seveda bi se morali sami nad sabo zamisliti. Gospod Tomc, in za zaključek še vaša pika na i. Ja, jaz sem ves čas našega pogovora nekako skušala ohranjati ta optimizem in mislim, da smo lahko povsem utemeljeno optimistični še za nadaljnji razvoj Slovenije. Strinjam se z dr. Ruplom, mogoče ne tako zelo, da smo res zgodba o uspehu, ampak smo dobra zgodba. Smo pa v vmesnem času vendarle izgubili nekega potenciala, ki ga moramo pa vseeno nadoknaditi. Na marsikaterem področju potrebujemo spremembe. Če bi bilo vse tako idealno, potem teh sprememb ne bi bilo treba ne v šolstvu, ne v pravosodju, ne na področju sociale, ne v gospodarstvu, a ne. Naše plače bi bile višje, kot so v Avstriji, takrat bi lahko morda rekli, da nam je res tako dobro. Zdaj moramo pa do tja še priti, ampak potencial pa imamo. In lahko rečem, da je to spet en prelomen trenutek po 30 letih in neko, rekla tudi, dobro naključje ali srečno naključje, zvezde so se nam dobro postavile, imamo spet desno-sredinsko vlado. In ta desno-sredinska vlada je v enem letu pokazala, da zmore, da zna, da ve, kaj počne. In želim si lahko samo,
da bo naslednje leto ponovno dobila ta mandat, da vodi državo, ker sem prepričana, da jo bo vodila v pravo smer. Dragi gostje, gospa Romana Tomc, dr. Stane Granda in dr. Dimitrij Rupel, hvala vam za nocojšnje druženje in seveda vaš prispevek v zborniku. In hvala za pozornost tudi vam, spoštovano občinstvo. Knjiga z lepilom na podplatih je v teh dneh na voljo po promocijski ceni. Naročite jo lahko na spletni strani www.mohorjeva.org ali v naših knjigarnah v Ljubljani na Nazarjevi 1 in v Celju na Prešernovi 23. Želim vam lep večer, še naprej in smel korak brez lepila na podplatih. Lahko noč. Nasvidenje. Hvala.